Zadnji semester letošnjega študijskega leta sem preživel na izmenjavi v Pizi. Toplo vreme v mesecu maju in juniju je vabilo na peščene plaže, ki jih ponuja to italijansko mesto. Univerza mi je zaradi covidnih omejitev omogočila, da lahko vsa svoja predavanja spremljam preko videokamere. Vprašal sem se, zakaj ne bi predavanje spremljal na soncu, saj mi Evropska unija omogoča, da storitve kot so klici, sporočila in prenos podatkov uporablja brez dodatnih pribitkov. V decembru leta 2021 je po predlogu Evropskega parlamenta Evropski svet potrdil, da podaljšuje opravljanje klicev, sporočil in uporabo prenosa podatkov brez dodatnih pribitkov v vseh 27 državah članic Evropske unije do leta 2032. Pogosto se zgodi, da se prebivalcem Evropske unije, ki živijo blizu meje s Švico, preklopijo omrežje na eno izmed omrežij izven Evropske unije, kar lahko povzroči izredno visoke stroške. Podoben primer je, ko odidemo na morje v Grčijo in se omrežje spremeni v turško ali albansko. Kot državljan Slovenije, ki prebiva na meji z Italijo in ki mi sprememba omrežja ni tuja, se zelo zavedam, kako pomembno je, da smo del te skupnosti, saj mi ni potrebno delati skrbi o tem, kakšen bo znesek na položnici na koncu meseca.